Torej, obnova promenade poteka povsem po načrtih. Trenutno zaključujemo in finaliziramo dela na promenadi, na prvem delu promenade. Plani so, da bo v roku 14 dni tudi ta del odprt za javnost. Zasaditve so v polnem teku, gradbinci zaključujejo še zadnja tlakarska dela. Intenzivno pa poteka tudi gradbena dela na promenadi 2, torej od stopnic navzgor do Ribnika. Tudi tukaj bo v bistvu celovita rekonstrukcija, uredili se bodo vodovod, del kanalizacije meteorne. Na novo bo urejeno isto kot na prvem delu promenade ves tlakovani del. V tem trenutku tudi izvajamo rušitvena dela na bazenu, ki bo odstranjen in prostor namenjen kasneje tudi za postavitev igral. Ta dela niso bila predvidena v sam potek del, ampak je glede na to, da promenada dobila novo podobo, novo lepšo podobo, bi ta del parka, kolikor ga ne urejemo in celovito uredimo, seveda pomeni en veliki madež, zato smo se odločili, da tudi temu delu parka namenimo veliko pozornost. Tako bodo na delu, kjer so danes že igrala, ta igrala tudi obnovljena. Del parka, kjer je japonski vrt in kjer je ta bazen, bo tudi celovito revitaliziran. Kar se tiče samega projekta promenade, je projekt promenade en, tisto govorimo pa o drugem projektu, ki je nastal dodatno. Tako kot je dodatno nastal tudi obnova vseh poti v parku, ni vključeno v ta dela, ampak bomo jih tudi v tem letu uredili. Za zaključek del na promenadi je predviden konec meseca maja, takrat morajo biti vsa dela zaključena. Vsa ostala dela, torej na ureditvi ostalih parkovnih površin, poti v parku, igrala in pa prej omenjen japonski vrt, to pa zaključujemo nekje v drugi polovici tega leta. Zdaj, kar se tiče samih zasaditev, celoviti projekt promenade je izdelalo arhitekturno podjetje Arhiteza. Oni so imeli v sklopu projekta angažiranega tudi krajinskega arhitekta, gospoda Škrjanca, ki je izdelal tudi načrt krajinske ureditve. Sprehodi čez gradbišče, tako v bistvu so še 3 dni nazaj bile na tem delu tudi postavljene ograje, ki so prepovedovale hojo sem čez gradbišče. Zdaj, ko se je začelo finalizirati, urejati te zelene otoke, je pač izvajalec to odstranil. Ljudje pač pa vemo, da tudi če je neka prepoved, jih ne upoštevajo in se pač dogaja, da v tem trenutku že veselo hodijo skozi vse te površine. Zato se pač trudimo, da bomo jih čim prej vzpostavili nazaj, da bo park spet dan v uporabo, ki si jo verjetno vsi zelo želijo spet uporabljati.